V predavanju bomo imeli priložnost videti nekaj analogij, ki jih je nujno potrebno prej razumeti, zato da bi dojeli smisel reanalogizacije. Da bi vse, o čemer bomo govorili, imelo pravo težo in zaslombo v kredibilnih virih, naj povemo, da bomo navajali zgolj uradne vire, državne internetne strani GV, uradne strani inštitucij, patente in izsledke uradnih raziskav. Ob tem želimo poslušalce tudi obvestiti, da v Kazenskemu zakoniku KZ-1 obstajata 280. in 281. člen, ki pravita, da smo državljani dolžni prijaviti, če vemo, da nekdo pripravlja ali izvaja kaznivo dejanje, za katerega je predvidena zaporna kazen 15 ali več let zapora, kar naklepni ali prikriti genocid vsekakor je. Potemtakem je naša dolžnost, da javimo naprej sume, ki jih je celo možno potrditi in dokazati na podlagi verodostojnih virov EMA, Bayers, Clinical Trials, GV, uradne vladne strani nekaterih držav, tehnični podatki za substance v cepivih, uradne strani neprofitnih organizacij, uradne študije, patenti, novice iz glavnih medijev. Katere izvajana kazniva dejanja so v teku, boste izvedeli tekom te video predstavitve. Predlagamo vam, da vire, ki jih bomo navajali, preverite tudi sami, ukolikor se vam bo vsebina zdela izmišljena ali, kot pravijo v zadnjih časih, teorija zarote. Prepričajte se sami, kajti danes v poplavi novic človek včasih ne ve, komu gre verjeti. Predlagam, da v tem duhu pričnemo tudi s to predstavitvijo. Reanalogizacija v službi človekovega obstanka. V tem predavanju bomo imeli priložnost videti nekaj analogij, ki pa jih je nujno potrebno prej razumeti, zato da bi lahko dojeli smisel same reanalogizacije. Da bi vse, kar tu govorimo, imelo pravo težo in zaslombo v kredibilnih virih, naj povemo, da bomo navajali samo uradne vire, državne internetne strani, uradne strani inštitucij, patente in od izsledkov raziskav predvsem dva vira. Prva je raziskava doktorja Roberta Younga, ki je že desetletja priznan strokovnjak na področju biokemije. Doktor medicine Neil Solomon, nekdanji glavni raziskovalec na Univerzi Johna Hopkinsa, je dejal: Doktor Young je morda na pragu nove biologije, katere principi, če bodo dokazani, lahko naredijo preobrat v svetu biologije in medicine. Kot takega ga ceni strokovna javnost in bil je tudi sprejet v Beli hiši pri predsedniku Baracku Obami leta 2011 in 2012. Opravil je celovito raziskavo vsebine vsem znanih vial 4 proizvajalcev, takoj v začetku histerije. Obširna raziskava, podprta s slikovnim materialom in diagrami snemanj različnih spektralnih analiz spojin, ki so v cepivih, je dala nedvomne rezultate. Dokazal je prisotnost grafena v vialah. Hkrati nazorno prikaže posnetek reakcije krvi na prisotnost grafena in istočasno sliko normalnega stanja krvi brez prisotnosti omenjene substance. O možnih posledicah si lahko sami ustvarite mnenje. Drugi vir, na katerega se sklicujemo v svojih opažanjih, je doktor kemije Pablo Campra, ki predava na Univerzi v Almeriji v Španiji. V obravnavo je vzel več vial in tako kot dr. Young dokazal prisotnost grafena v njih. Uporabljal je mikroramanovo spektroskopijo. Naslednji posnetek nam kaže novico iz strani newelectronics.co.uk. Novica pa govori o grafenskih biosenzorjih, ki jih proizvaja podjetje Nanomedical Diagnostics. Pohvalijo se, da je grafen, ki ga izdelujejo oni, bolj kristalografsko čist kot katerikoli, ki bi ga lahko našli na trgu, kar je bilo potrjeno z ramanskimi in elektronskimi meritvami. Obstajajo študije, ki odkrito govorijo o grafenu kot biosenzorju oziroma neuromodulatorju. Druge študije govorijo o internetu čutil, oziroma po angleško IOS, Internet of Senses, tretje o škodljivosti in toksičnosti grafena. Poglejmo si nekatere od njih. Tukaj imamo primer študije iz leta 2021 iz revije Nature. Naslov pa je Nizi aktivnih grafenskih senzorjev za dolgoročno in brezžično preslikavo širokopasovne epikortikalne možganske aktivnosti.
mislimo, da ni treba dalje razglabljati o omenjeni študiji. Pojdimo na naslednjo. Naslov študije: vsestranski transciveri, transciver pomeni oddajnik in sprejemnik v enem, priložnosti in prihodnje usmeritve za internet vsega, oziroma IoE, Internet of Everything. Študija je iz leta 2021 iz revije Frontiers in Communications and Networks. Poglejmo si zanimive izvlečke iz te študije. Internet vsega je nedavno uvedeno ogrodje informacijske in komunikacijske tehnologije, ki obeta razširitev človeške povezljivosti na celotno vesolje, ki se samo po sebi lahko obravnava kot naravni IoE, medsebojno povezano omrežje vsega, kar zaznavamo. Nešteto priložnosti, ki jih lahko omogoči IoE z mešanico heterogenih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v različnih obsegih in okoljih ter neopazen vmesnik z naravnim IoE. Zahtevajo več temeljnih izzivov, kot so interoperabilnost, vseprisotna povezljivost, energetska učinkovitost in miniaturizacija. Naslednji zanimiv izvleček se glasi pa takole. Nedavno uvedeno ogrodje interneta vsega je postavljeno tako, da izkorišča heterogenost trenutne in naslednje generacije komunikacijskih in omrežnih tehnologij, tako konvencionalnih kot nekonvencionalnih, da razširi našo povezljivost na celotno vesolje, ki je samo po sebi naravni IoE, inherentno heterogena mreža vsega, kar zaznavamo, katere interakcije urejajo zakoni fizike. Pričakuje se, da bo povečanje povezljivosti na univerzalni ravni z integracijo različnih komunikacijskih tehnologij in njihovo tesno interakcijo z naravnim IoE omogočilo nove aplikacije. Na primer, nadzor nad biološkimi komunikacijskimi potmi med živimi biti, kot so biološke celice, živali, rastline, prek neopaznega vmesnika naših komunikacijskih tehnologij bo imel široke posledice za biomedicinske, kmetijske in okoljske aplikacije. Poseben poudarek bi pa dal na naslednji izvleček. Kot poseben primer lahko povezovanje prihodnjih molekularnih nanosenzorskih omrežij, ki se nahajajo v človeških možganih, z nizko zakasnitvijo in visokohitrostnimi elektromagnetnimi brezžičnimi omrežji 5. generacije, uresniči internet čutov oziroma IOS in omogoči neverbalno, to je konceptualno komunikacijo človeških čutil med posamezniki. No, da malo pokomentiramo. Kdo si je kar naenkrat dovolil, da nas kar vključi v neki internet teles, internet vsega, ali jim je vse na razpolago, cel svet, vsi mi ljudje, ali kome čakamo, da se igrajo z nami in nam gledajo misli, nam brskajo po možganih. Iz tega, kar vidimo v pričujočih tekstih, je zelo verjetno, da se gre do izdelovalca množice radijskih sprejemnikov oddajnikov, kar iz naših možgan. Vsem bodo dodelili vsakemu svoj ID, tako kot so kavboji na nekdanjem divjem zahodu požigosali divja goveda iz narave in tista goveda, ki so jih požigosali, so bila odtlej njihova. Po kavbojskih zakonih. Goveda pa pač niso imela svoje zakonodaje, da bi se jim uprla. Žal. Ampak v Sloveniji premoremo kak zakon, ki bi nas zaščitil pred samovoljo neke korporacije. Najbolje, da sprejmemo zakon o izgonu korporacije iz države zdaj, ko jo vidimo, kakšne zločine načrtuje z nami. No, ta študija je pa iz leta 2014. Zavestna medmožganska komunikacija pri ljudeh z uporabo neinvazivnih tehnologij. Preberimo si izvleček. Človeški senzorični in motorični sistem zagotavlja ta naravna sredstva za izmenjavo informacij med posamezniki in s tem osnovo za človeško civilizacijo. Nedavni razvoj vmesnikov možgani-računalnik je zagotovil pomemben element za ustvarjanje komunikacijskih sistemov možgani. Zdaj pa so na voljo natančne tehnike možganske stimulacije za realizacijo neinvazivnih vmesnikov računalnik možgani.
Te tehnologije je mogoče združiti za uresničitev vizije neinvazivne računalniško posredovane medmožganske komunikacije brain to brain med subjekti in to se imenuje hiperinterakcija. Bolj razvite sorodne izvedbe bodo odprle nova raziskovalna mesta v kognitivni, socialni in klinični nevroznanosti ter znanstveni študij zavesti. No, zdaj pa pazite na naslednji stavek. Predvidevamo, da bodo hiperinterakcijske tehnologije s časoma močno vplivale na družbeno strukturo naše civilizacije in sprožile pomembna etična vprašanja. In še eno naše vprašanje, kdo je njim dovolil, da se sploh lotijo projekta, kako bodo vplivali na naše misli, povezovali moje možgane z drugimi in se igrali Boga. Katera konvencija jim to dovoljuje? Ali so koga vprašali, ali smejo to delati z nami, ali si mi to želimo, ali so si kar sami postavili zakon, ki jim to dovoljuje. Potem je zelo verjetno, da je pravi cilj ravno digitalizacija in so bile vse igrice za izmišljeno pandemijo oziroma plandemijo samo nujen prvi korak v to smer. Cepivo očitno ni razvito s ciljem preprečitve okužbe, ampak vnesti v nas superprevodnike, da se vežejo na nevrone. O grafenu kot snovi, ki se veže na nevrone, je lani govoril tudi Mustafa Varank, turški minister za industrijo in tehnologijo. Kot neinvazivne tehnologije oni smatrajo tiste, ki ne povzročijo bolečin v možganih. To, da ti preusmerjajo misli, zaznave in vsiljujejo reakcije, jih sploh ne skrbi. Bravo, znanstveniki! Kot je dejal nek znani Slovenec, citiram, ampak tako velike zdravstvene in vseobsegajoče družbene krize, kot jo je povzročila ta dvoletna uvertura z novim virusom, tega pa več ne pričakujem. Vprašajmo se, kaj torej sledi po uverturi? Očitno nekaj večjega. Mogoče internet čutil? Tukaj imamo primer študije, ki preučuje vpliv grafena na kri. Je iz leta 2020 in njen naslov se glasi: Izpostavljenost krvi grafenovemu oksidu lahko povzroči anafilaktično smrt pri primatih. Prebral bom samo dva pomembna stavka iz izvlečka. Tukaj prikazujemo, da lahko izpostavljenost krvi grafenovemu oksidu pod največjim varnim začetnim odmerkom povzroči nenamerno smrt sesalcev, vključno s primati. Pri mrtvih živalih so odkrili povišane vrednosti imunoglobulina E in hude poškodbe pljuč, kar kaže na akutne anafilaktične reakcije, ki jih povzroča grafenoksid. Naslednja študija preučuje vpliv grafenovega oksida na strukturo in funkcijo večjih pomembnih krvnih komponent v odvisnosti od odmerka. Študija je iz leta 2014. Če gremo na povzetek, opazovanje z vrstično elektronsko mikroskopijo in rezultati testa hemolize so pokazali, da lahko grafenoksid vpliva na morfologijo rdečih krvnih celic in celovitost membrane v odvisnosti od koncentracije. Še drugi stavek, medtem je grafenoksid povzročil tudi nenormalne tromboelastografske parametre koagulacije celotne krvi. Rezultati, pridobljeni v tej študiji, zagotavljajo dober vpogled v razumevanje biomedicinske uporabe grafenoksida in vivo. Naslednja študija je iz leta 2016, preučuje toksičnost grafenovih nanodelcev. To je splošni pregled izvorov in mehanizmov. Če gremo na zaključek študije, sta tukaj dva važna stavka. Trenutno je večina poskusov osredotočena na toksičnost grafenskih nanodelcev v pljučih in jetrih. Pazite, leto je 2016 in oni pravijo o poskusih v pljučih in jetrih. Naslednji stavek. Številni poskusi so pokazali, da imajo grafenski nanodelci strupene stranske učinke v številnih bioloških aplikacijah, vendar je nujno potrebna poglobljena študija mehanizmov toksičnosti. Še enkrat opozarjam,
To je bilo napisano leta 2016. Torej, takrat so se oni v bistvu pogovarjali, da bi bilo dobro narediti poglobljeno študijo o varnosti grafena. To pomeni, oni so to šele planirali. Ali se nam ta študija dogaja zdaj? Kot vemo, tovarne kar tekmujejo, katera bo izdelovala več izdelkov široke potrošnje na osnovi grafena. To so maske, kondenzatorji, ekrani na dotik, baterije, sončne celice. Kot da nam hočejo ustvariti vtis, da je to čisto prijazna snov, ki se je dotikaš, jo uporabljaš in ti nič ne naredi. Te ne ugrizne. Ja, verjamem, ampak takih snovi je okrog nas tisoče, ki so na videz tudi take, da se jih dotikaš, pa te ne ugriznejo, ampak niso pa za vbrizgavanje v žilo ali ramo. Naprimer, osnovna barva za kovino, teflon. Ali bi si z injekcijo dali vase osnovno barvo za kovino ali pralni prašek? Verjamem, da razumete razliko med tem, da se nečesa dotikaš ali vbrizgaš vase. V prvem primeru je ta snov lahko čisto koristna, krotka, v cepivu in v našem telesu oziroma tkivih je pa ta hujši strup. Naslednje poglavje govori o patentih. Ko se poglobimo v patente, v njih najdemo trditve, ki bi jih lahko pripisali le največjim teoretikom zarote. Prvi patent, ki si ga bomo pogledali, ima naslov Nanotehnologija cepiv. Je iz leta 2017. In če gremo na naslednji posnetek iz tega patenta, pridemo do stavka, ki se glasi: v nekaterih izvedbah je majhna molekula toksin. V nekaterih izvedbah je toksin iz kemičnega orožja sredstvo biološkega vojskovanja ali nevarnega okoljskega sredstva. Torej, kot vidimo na tem posnetku, je v patentu, ki govori o cepivih in nanotehnologiji, v povezavi z temi omenjeno biološko in kemično orožje. Kot piše tukaj, je vlada podprla ta patent. Drugi patent, ki se ga bomo ogledali, ima naslov Metode priprave lipidnih nanodelcev. Poglejmo na stran 80. Odstavek 402 govori: v nekaterih izvedbah je terapevtik in ali profilaktik citotoksin, radioaktivni ion, kemoterapevtik, cepivo, spojina, ki izzove imunski odziv, in ali drugi terapevtik in ali profilaktik. Patent, ki govori o metodah priprave lipidnih nanodelcev, omenja v povezavi z temi citotoksične komponente. V patentu so omenjeni tudi elementi, nekateri v obliki ionov, nekateri pa kot radioaktivni izotopi. Jod 125 ali jod 131, stronci 89, I3 90, samari 153, paladij, cezij, iridi in tako naprej. Ampak v stavku, kjer so ti elementi omenjeni, torej na strani 80, izrecno piše, da ta izbor elementov ni omejen na naštete. Kaj nam to pove? Da je lahko še kakšen, kaj ne da? Poglejmo si ta stavek v originalu. Radioaktivni ioni vključujejo, ampak niso omejeni na. A vidite tisto, kar je počrtano oranžno? Torej, radioaktivni ioni vključujejo, ampak niso omejeni na naštete. No, v četrtem odstavku je navedeno, da še vedno manjkajo izboljšave v varnosti lipidnih nanodelcev. Le zakaj? Zadnji patent, ki se ga bomo pogledali, je pa novejšega datuma, in sicer iz avgusta 2021. Naslov je dolg: Načini in sistemi razvrščanja obravnav, cepljenja, testiranja in ali dejavnosti ob varovanju zasebnosti posameznikov. Sliši se zelo lepo. Poglejmo si izvleček. Sistemi in načini za anonimno izbiranje preiskovancev za zdravljenje nalezljive bolezni, ki jo povzroča patogen. Sistem obsega množico elektronskih naprav, ki vsebujejo navodila za generiranje ID-ja
in kadar je v bližini druge take elektronske naprave, ena ali obe elektronski napravi oddata oziroma sprejemata ID v ali od druge elektronske naprave. Nato se ustvari rezultat na podlagi množice tako prejetih ID-jev. Poleg tega se na podlagi informacij, prejetih s strežnika, osebam prikažejo ustrezna navodila za zdravljenje glede na prejete informacije. In rezultat. Strežnik vsebuje navodila za pošiljanje informacij množici elektronskih naprav, katere se prikažejo z ustreznimi navodili za zdravljenje. Poleg tega, strežnik in ali elektronske naprave vsebujejo navodila za generiranje napovedi verjetnosti prenosa patogena od osebe na podlagi rezultata osebe. Poglejmo si še skice. Vprašajmo se, kdo ali kaj je ta elektronska naprava, ki je tolikokrat omenjena v skicah. Poglejmo si še seznam cepiv iz patenta. Kot vidite, imamo v levem stolpcu tabele razvijalce oziroma izdelovalce COVID-19 cepiv. In če gremo na naslednjo stran, ali so vam ta imena kaj znana? Kaj pa drugi seznam? Ta vsebuje še 139 drugih cepiv. Poglejmo čisto desni stolpec. Kaj pa piše tukaj? Enaka platforma za nekoronavirusna cepiva. Katere pa so potem te druge bolezni, ki jih zdravijo ta cepiva? Ozrite se še na levo stran, kjer piše, kakšna je platforma cepiva. V prvih nekaj primerih vidimo, da je platforma DNA. Na desni strani pa vidite te druge bolezni, ki naj bi jih zdravila ta druga cepiva. Med drugim tudi gripa, rak. Ali je rak nalezljiva bolezen? Kuga, hepatitis C, opičje koze. Torej, kako je možno, da patent govori o elektronskih napravah in cepivih hkrati? Ali smo danes že omenjali IOS in IOB? Tukaj vidimo, še vedno smo pri istemu patentu, torej US 11107588B2. Torej, tukaj vidimo, kako si je avtor zamislil točkovanje ljudi glede na njihov življenjski stil, stike z ljudmi in tako naprej. Poglejte, omenjen je tudi Bluetooth in celo NFC. Ali je tukaj nekdo obseden s teorijami zarote? Kot piše tukaj, so posamezniki točkovani glede na nivo njihove nalezljivosti ali po angleško level of superspreading. Točkovanje upošteva število kontaktov, ampak kot bomo videli kmalu, to ni edini kriterij.
Poglejte, določeni so izvzeti, imajo kupone, kot piše tukaj. Med pomembne posameznike se štejejo naprimer zdravniki, policisti. Vidite tisto, kar je rumeno podčrtano. Ko je posebna koda oziroma kupon unesena, je sistem obveščen z namenom, da korigira točke posameznika. V tem primeru seveda na boljše. Ampak kot piše v nadaljevanju, je sistem narejen tako, da lahko točke korigira na boljše ali na slabše, odvisno od tega, v kateri skupini populacije si. Tukaj je primer implementacije izuma. Posamezniki bodo točkovani glede na enega ali več faktorjev, vendar, kot opozori avtor, je sledeči scenarij prikazan le kot primer uporabe izuma. Možnosti je očitno še več. Kategorije v tabeli so starost, poklic, zdravstveno stanje, obiski verskih dogodkov. No, ta tabela prikazuje statistiko za vsakega posameznika posebej, po dnevih. Kategorije so skupno število lokacij, pričakovano število kontaktov. Kot vidimo tukaj, so faktorji iz prejšnjih dveh tabel sešteti in tukaj dobimo končni rezultat. V naslednjem poglavju si bomo ogledali eno zanimivo novico. In sicer, ko odpremo stran turške tiskovne agencije, bi človek mislil, da so v Turčiji sami teoretiki zarote. Kaj pa vendar pišejo, in to v uradnem mediju? Torej, turški minister za industrijo in tehnologijo Mustafa Varank na otvoritvi podjetja Nanografi govori o grafenu kot materialu za široko uporabo, tudi v bioničnih napravah, in ga opisuje kot snov, ki se veže na nevrone v telesu. Zdaj pa samo dve možnosti sta. Ali so Turčiji sami teoretiki, ali pa vejo nekaj več kot mi. Druge ni. Tukaj vidite, kaj je podčrtano, so pomembni stavki iz te novice, torej grafen je lahek 200-krat močnejši od jekla in je bolj prevoden od bakra. Iz grafena se bo izdelovalo bionične naprave, ki se bojo povezale na nevrone v telesu. Bioelektronske medicinske tehnologije, ki zagotavljajo realno časovno obravnavo z branjem in spreminjanjem telesne naelektrenosti. Kakor mi razumemo te stvari, oziroma kakor jih je možno razumeti iz teh besedil, predpostavljamo sledeče, zelo verjetne domneve oziroma hipoteze. To, da se grafen veže na naše nevrone, ni kratek proces. To je ponavljajoče dopolnjevanje, večkrat ga je potrebno izvajati, da se možgani napolnijo v narekovajih s snovjo, ki bo omogočila stik z zunanjim računalnikom, serverjem. Ko je dosežena zadostna količina te snovi, ko je zadosti nevronov grafeniziranih, je možno organizirati te možgane v bioračunalnik, povezan s serverjem. Ali so nam zato napovedovali vsake 3 mesece nujno cepljenje vse življenje, zato da se grafenizacija našega bioračunalnika, beri elektronskega povodca, čim prej doseže in ne iztroši, ampak redno obnavlja? Ali ste vedeli, da obstajajo tudi nevropravice? Reuters je 29.3.2021 poročal o perečemu problemu nevropravic. Naslov novice: zunaj svojih misli, napredek v možganski tehnologiji kliče po nevropravicah. V Čilu so očitno tudi bolj prestrašeni kot običajni zemljani, ali pa vejo nekaj več in so se hoteli zaščititi. Pred čem pa? Ja, pred vdorom v mentalno zasebnost vendar. Vsaj Reuters tako piše, preverite dejstva na Reutersovih straneh. V vmesnem času, odkar je bila ta novica napisana, pa do danes so v Čilu že sprejeli ustavno spremembo in tudi zakon, ki naj bi ščitil nevropravice.
Obstaja 5 tako imenovanih nevropravic, kot navaja Fundacija za nevropravice. Prva je pravica do mentalne zasebnosti. Vsi nevropodatki, pridobljeni z merjenjem nevronske aktivnosti, morajo biti zasebni. Če so shranjeni, mora obstajati pravica do izbrisa le-teh na zahtevo osebe. Prodaja, komercialni prenos in uporaba nevronskih podatkov bi morali biti strogo regulirani. Druga pravica, pravica do osebne identitete. Treba je razviti meje, da bi tehnologiji prepovedali motenje zaznavanja samega sebe. Ko nevrotehnologija poveže posameznike z digitalnimi omrežji, lahko zabriše mejo med človekovo zavestjo in zunanjimi tehnološkimi vnosi. Tretja pravica, pravica do svobodne volje. Posamezniki bi morali imeti popoln nadzor nad lastnim odločanjem, brez neznane manipulacije zunanjih nevrotehnologij. Četrta, pravica do poštenega dostopa, do obogatenja oziroma izboljšanja miselnosti, oziroma v angleščini je to mental augmentation. Treba je določiti smernice na mednarodni in nacionalni ravni, ki bi urejale uporabo nevrotehnologij za duševno izboljšanje. Te smernice morajo temeljiti na načelu pravičnosti in zagotavljati enak dostop. Peta, zaščita pred predsodki, oziroma pravica do zaščite pred predsodki. Protiukrepi za boj proti predsodkom bi morali biti norma za algoritme v nevrotehnologiji. Zasnova algoritma mora vključevati vnose od uporabniških skupin, da se v osnovi odpravi predsodke. Če malo pokomentiramo, sprejem zakona o nevropravicah je pravzaprav slabša varianta, kot če ga ne bi imeli. Tako so zdaj s tem zakonom šele uzakonili izvajanje digitalnih svinjarij z našimi možgani. Ne bi jih smeli samo z zakonom omejevati, to pomeni, da jih do neke mere celo dovolimo. Treba bi jih bilo absolutno prepovedati za vse večne čase in vse, ki so se ukvarjali z razvojem teh tehnologij, zaposliti z nečim pametnim in za ljudi koristnim. Svobodna volja ni tisto, kar bi nam oni smeli postavljati pod vprašaj in nam milostno dovoliti z nekim zakonom. To mora biti sveta stvar, ki je nihče ne sme, naprimer danes v uradnem listu dovoliti, jutri pa v istem uradnem listu omejiti ali sploh odvzeti. Neurorightsfoundation.org je spletna stran Fundacije za nevropravice, ki je sodelovala pri pripravi čilske zakonodaje. Kot Fundacija za nevropravice piše na svoji strani, v zavihku Čile, Fundacija Neurorights je sodelovala s Senatom Republike Čile, ministrom za znanost in Katoliško univerzo, da bi razvila agendo Neuroprotection. Ta prizadevanja usklajuje Komisija za prihodnost, urad, ki ga vodi senator Guido Girardi. Cilj te komisije je uvesti zakonodajo, ki izhaja iz napredka medicine in znanosti. Tukaj se pohvalijo z dosežki. No, in njihov največji dosežek, oziroma tako oni mislijo, je ta, da so 25. oktobra 2021 v Čilu potrdili ustavno reformo o nevropravicah. Tukaj vidimo spletno stran www.senado.cl, spletna stran čilskega senata. Naslov novice pa je: Zaščita nevropravic, zakonodaja brez primere gre v parlament. Na tej strani imate prav razdelek Neuroderechos oziroma nevropravice. Poglejte si. To je pa spletna stran uradnega lista v Čilu. Tukaj imamo uradni list, zakon številka 21383. Ta zakon naj bi urejal zahteve, pogoje in omejitve za uporabo znanstvenega in tehnološkega napredka. Posebej pa naj bi varoval delovanje možganov, kot tudi informacije iz njih. Pa spet malo pokomentirajmo. To, da nekomu lahko nevrotehnologija kadarkoli brska po možganih,
je tako, kot če bi ljudje po svoji volji spreminjali imena sistemskih map v računalniku in pričakovali oziroma hoteli, da naprava še naprej deluje normalno. Ali je kdajkoli v kateremkoli učbeniku za medicinske fakultete bil omenjen grafen kot substanca, primerna za človekovo telo? Ali to učijo, ali so kdajkoli učili na fakultetah? Ne, to so izumili včeraj in danes že cel svet filajo z grafenom. Na silo preko trupel, baje poskusno. A jim je kdo dovolil ta poskus? Ali so koga vprašali? A ja, to je vojna tajna. Pa če je to vse tako dobro, kot je možno prebrati iz patentov na to temo, zakaj o tem ni bilo nikoli niti najmanjše oddaje na TV, niti ene novice, da znanstveniki delajo na projektu interneta teles, da bomo imeli računalnik kar v sebi, v svoji glavi in bomo presrečni roboti. Nič ni bilo nikoli o tem na TV, vsaj za velike množice, na njim razumljiv način ne. Zdaj pa kar hop, injekcija v ramo, če hočeš ali ne. Jutri boš Pfizerjeva last, ker ti bo on strokovno spremenil DNK in boš primeren, da ti izdelajo računalnik v tvoji glavi. Študije in patente na to temo smo lahko že videli v tej predstavitvi. Prve take ideje pa so bile objavljene že pred 10 do 15 leti, a samo v znanstveni literaturi in v industrijskih krogih. Tukaj imamo primer iz spletne strani od podjetja Cisco. Njihov dokument govori o internetu vsega, oziroma Internet of Everything. Kot vidimo tukaj je letnica tega dokumenta 2012. Tukaj imamo lepo tabelo, ki nam pokaže, kako stvari grejo. V kategoriji internet vsega imamo 4 podkategorije. Ljudi, procese, podatke in stvari. V tem odstavku govorijo celo o digitalnih tabletah. Kako to, da toliko let na množičnih medijih zarajo, ni bilo nikoli niti besedice o tem, ko so pa recimo za električne avtomobile tudi več kot 10 let pred prihodom prvega takega vozila na tržišče pričeli s serijami oddaj o električnih avtomobilih. Kdo jih razvija, kaj jim še manjka. Vse podrobno, a o tako dobrem internetu teles, stvari, vsega, o tem pa nikoli nič. Seveda, potem bi dali ljudem 10 do 15 let časa, da o tem razmislijo, da ugotovijo, kaj se skriva za tem in jim damo vedeti, da tega pa ne. S tem so nas hoteli v strogi tajnosti presenetiti in postaviti pred dejstvo. Ali huda, tako imenovana bolezen, ali grafen v ramo. Zato je bila pandemija šele uvertura v nekaj večjega. V njihov pravi cilj, to je pokoravanje vseh, ki so jih uspeli vializirati. Oziroma po domače povedano, njihov pravi cilj je digitalizacija. To je veliko njihovih bodočih potencialnih sužnjev in ker to delajo povsod, hočejo imeti sužnje povsod. Tako se rojevajo novi gospodarji sveta. Zdaj tudi vidimo, zakaj so to zastavili po celem svetu. Tudi zato, ker je to nujni predpogoj, da stvar sploh uspe. Saj če bi kje pustili kak otok sveta neobdelan, bi on bil kontrolna skupina, ki bi dokazovala, da virusov v verziji, kot nam jih kažejo po medijih, ni. Da so vse to same manipulacije oziroma laži. Laž postane resnica šele takrat, ko o tem prepričaš vse, cel svet. To je nujen predpogoj. Tako kot je bil nujen predpogoj, da so pokupili vso farmacijo tega sveta, vse medije tega sveta, vse državne voditelje, izšolali na WEF, jih z zrežiranimi volitvami razmestili po državah s pomočjo prevar, pri štetju. Saj veste, šteje računalnik, oni so pa glavni heker. Vprašajte se, kdo je odločal o naših volitvah letos aprila. Lahko bi razpredali še 3 ure, vsi vemo, kaj delajo z nami. Samo nekdo se mora najti, ki bo spravil skupaj tistih 5 do 10 kapitalnih dokazov o goljufijah in lažeh, saj vsi razpolagajo s 100 polovično dokazanimi. Potrebnih je pa samo 5 do 10 neizpodbitno pravno dokazanih, ki jim bodo odvzeli vse njihove adute iz rok in odvzeli vsako pravico, da nam še kdajkoli karkoli ukazujejo in govorijo svoje laži. Odslej bomo mi živeli po naše, brez 5G pripomočkov, tako kot včasih. Analogno.